Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel prispevek, ki ga posvečamo komentarju novic. In kot običajno se bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi tokrat dotaknili 4 različnih sklopov novic in ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot ponavadi navedene v samem opisu. In seveda tudi tokrat nobenih sprememb, kar se tiče tistega, kar smo se že navadili, ko je slika v barvah, navajam dejstva, ki so zapisana v samem članku. Ko se slika spremeni v črno-belo, pomeni, da navajam moje osebno lastno mnenje, moje osebno razmišljanje. Danes bomo videli, kako se lahko novice tudi spremenijo, glede na to, kdo jih prepisuje in kdo jih prevaja. Začnimo kar z prvo današnjo temo. V prvem današnjem sklopu se bomo dotaknili intervjuja, ki ga je dal Andrea Kimi Antonelli novinarjem spletnega portala motosport.com. Intervju v italijanskem in angleškem jeziku je bil na že prej omenjenem portalu objavljen 9. avgusta. In treba je povedati, da med eno in drugo verzijo so kar precejšnje razlike. Namreč tisti, ki je bil izdan v italijanščini, je pravi intervju, kjer lahko beremo novinarjeva vprašanja in tudi odgovore, ki jih je dal Antonelli. In že sam naslov verjetno privabi naše poglede. Namreč Andrea Kimi Antonelli govori o tem, da nima nobenega plana B, da obstaja samo plan A in to je Formula 1. Če pogledamo isti intervju, ki ga je baje spisal isti avtor le v angleškem jeziku, lahko opazimo ogromne razlike. Namreč ni več vprašanj, ampak samo navedki, izvlečki iz samih odgovorov mladega italijanskega voznika. In seveda tista prispodoba z planom A in planom B se je izgubila v prevodu. In dobili smo enkraten primer, kako mi, navdušenci, glede na področje, glede na jezik, lahko dobimo strani enega in istega subjekta, enega in istega voznika, dva podobna, ampak ne enaka intervjuja, kot da bi vsebino prilagajali področju, kateremu je namenjeno. Namreč Italijane lahko zanima, kakšne so želje Kimija Antonellija v prihodnosti njegove kariere, lahko angleško govorečo publiko to ne zanima. Ampak po mojem, mi navdušenci moramo brati tisto, kar je povedal voznik. Sedaj, če je novinar kaj dodal ali odvzel, bi moralo biti to vsaj poudarjeno. Namreč izgleda, kot da angleška verzija intervjuja v primerjavi z italijansko je bistveno bolj skromna, tako po dolžini kot tudi po vsebini in je nekako tudi prilagojena tistemu, kar verjetno publika pričakuje, kar pa ni prav. Če berem intervju, želim izvedeti tisto, kar si meni voznik, ali mi je to všeč ali pa ne. A seveda verjetno uredniki, kot povsod, so drugačnega mnenja. Mi si pa poglejmo drugi današnji sklop. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 14. avgusta zasledili intervju z Maxom Verstappenom.
In ta je potrdil, da pri Red Bullu niso pričakovali, da jih bo ostala konkurenca tako hitro dohitela. Namreč nihče od njih ni pričakoval, da sezona 2024 bo dobesedno ponovitev tistega, kar smo videli lani. Lani so pri Red Bullu zmagali vse velike nagrade, a razen ene, one znane velike nagrade Singapurja. Ampak vseeno so pričakovali, da bodo ohranili določeno količino prednosti pred zasledovalci. Ampak v tem trenutku poletnega premora smo videli na velikih nagradah že 7 različnih zmagovalcev. Max Verstappen ter verjetno tudi marsikdo pri Red Bullu ni pričakoval, da bodo nasprotniki res hitro in tako zlahka prišli dobesedno za Red Bull. Ampak Max Verstappen potrjuje še nekaj. Da njemu konec koncev ni tako bistveno, on se trudi v vsakem trenutku dati maksimum, ali se bori platišče ob platišču s svojimi nasprotniki, ali ima 20 ali 30 sekundno prednost. In tu se moramo za trenutek ustaviti. Najprej pri tem, kar se je zgodilo v sezoni 2012. Na začetku smo tudi videli ogromno različnih zmagovalcev, ampak na koncu je še zmeraj prevladal Sebastian Vettel, seveda z lepo serijo zmag po poletnem premoru, ampak to v tem trenutku ni tako važno. Pomemben je pristop Maxa Verstappena, ki nam potrjuje implicitno nekaj pomembnega. Govori o tem, da njemu tista zmaga kot taka ni tako pomembna, kot dati absolutno svoj maksimum. In v raznih intervjujih, pripombah, prispevkih v preteklosti smo lahko brali, da je bil njegov oče Jos do mladega Maxa izjemno trd. Max je bil kaznovan ne zato, ker ne bi zmagal dirke, ampak predvsem zaradi tega, ker ni bil dovolj agresiven, ni dal od sebe tisti svoj maksimum. In čeprav je šlo za pripovedi, za zgodbe, ki v večini primerov niso imele neke potrditve v realnem svetu, si lahko domišljamo, da otroštvo Maxa Verstappena je bilo vse prej kot lepo in umirjeno. Ampak po drugi strani prav Max z tem priznanjem nekako potrjuje vse tiste zgodbe. Njemu ni važno, ali je prvi, drugi ali je tretji, važno je, da v danem trenutku da vse od sebe. In to se vidi predvsem v tistih priložnostih, ko mu gre nekaj narobe, ko ne štarta iz tistega najboljšega izhodišča, ko je prisiljen začeti iz ozadja. Prav takrat postane še posebno divji. Ampak po drugi strani si moramo priznati, da o Maxu smo to v bistvu že vedeli, že slutili. Ampak poglejmo si v tretjem sklopu, kako se lahko izrabijo besede svetovnega prvaka. Na začetku moram podati kontroverzno izjavo. Lance Stroll si zasluži biti v Formuli 1. To so besede Jacquesa Villeneuva. Tem smo lahko brali na spletnem portalu Planet F1 13. avgusta. Verjamem, mnogim ne Jacques Villeneuve, še manj pa Lance Stroll nista simpatična. Ampak v daljšem sestavku, kjer so besede Jacquesa Villeneuva dokaj skopo odmirjene, lahko preberemo marsikaj. Naprimer to, da brez denarja Lawrencea Strolla današnjega Aston Martina ne bi bilo in že zaradi tega bi si Lance Stroll moral zaslužiti mesto na štartnem razporedu. Dokaj kontroverzna izjava. Lance Stroll tudi ni zadnji izmed vseh nastopajočih. In konec koncev v sredini letošnje sezone je bil
primerljiv s tistim, kar je pokazal Fernando Alonso. To so besede kanadskega svetovnega prvaka Jacquesa Villeneuva. Težava je nekje drugje. Namreč mnogi izmed vas se verjetno ne bodo strinjali s tistim, kar je povedal sin znamenitega Žila, ampak v članku, kjer so navedene te izjave, lahko dobimo tudi vir. In vir za te izjave je spletni portal instantcasino.com. Članek, ki je bil objavljen 25.7., je seveda intervju z tem znanim in edinim kanadskim svetovnim prvakom Formule 1. In zanimivo je to, da pravzaprav v tem sestavku, ki je izjemno zanimiv in izjemno prijeten za branje, Jacques Villeneuve govori o Formuli 1 v bistvu v krogu celih 360 stopinj. Govori seveda o že prej omenjeni temi, govori o prestopih voznikov, govori tudi o odnosu, naprimer Josa Verstappena in Christiana Hornerja. Torej, vidimo lahko, da je nekdo pri Planet F1 naletel na ta malce starejši članek, starejši intervju, ki je izšel na spletni strani, ki se ne ukvarja s Formulo 1 in pobral ven samo točno tiste stavke, ki so bili dramatični, šokantni in ki naj bi pritegnili našo pozornost. Intervju samega Villeneuva ima bistveno višjo vrednost v vsem tistem, kar na spletnem portalu Planet F1 niso niti zaznali. In to je ono, kar škodi Formuli 1, da se išče samo dramo in da se izpušča vsebino. Konec koncev ima Jacques Villeneuve prav. Na štartnem razporedu Formule 1 smo videli tudi bistveno slabše voznike, kot je Lance Stroll. Njegov oče je kupil ekipo, je ustanovil Aston Martin in v njegovi domeni je, kdo bo zanjo vozil. In če je izbral svojega sina, konec koncev, zakaj pa ne? On je plačal, ne mi. In konec koncev, tudi zadnja izjava, da v letošnji sezoni, približno v tem sredinskem delu, je bil Lance Stroll primerljiv na kvalifikacijah in tudi na dirki s Fernandom Alonsom, drži, čeprav marsikomu Stroll ni simpatičen. A konec koncev lahko vidimo, da določeni mediji tudi manipulirajo z našim mnenjem. In tu smo videli lep dokaz. A pojdimo še k zadnjem današnjem sklopu, kjer bomo videli, kaj je povedal eden izmed legendarnih voznikov iz obdobja že prej omenjenega Jacquesa Villeneuva. Za konec pa, kot običajno, tista malce bolj lahkotna tema. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko zopet 13. avgusta prebrali intervju z Juan Pablom Montoyo, voznikom, ki je bil v Formuli 1 istočasno kot že omenjeni Jacques Villeneuve. In Juan Pablo Montoya seveda sledi karieri svojega sina Sebastiana v Formuli 3 in marsikdo, ki je prisoten na prizorišču, lahko pristopi do njega in napravi z njim krajši intervju. In tokrat Juan Pablo Montoya nas je razveselil z izjavo, s katero se bo marsikdo verjetno strinjal. Namreč dejal je, da če bi se on danes pojavil v Formuli 1 z njegovim obnašanjem, bi ga dokaj hitro izločili. Ne samo zaradi njegovih izjav, ampak tudi zaradi obnašanja na sami progi. Spomnil se je, kaj se je zgodilo v Monaku v sezoni 2005, ko je bil prisiljen štartati iz ozadja in je nekako povzročil, da so na ovinku Beau-Rivage iz proge šli Jacques Villeneuve, ki smo ga citirali malce prej, David Coulthard ter Ralf Schumacher. Seveda, zadeva, ki danes ne bi bila tolerirana
in verjetno Montoya bi dokaj hitro zbral tistih 18 točk, ki nekako velevajo eno dirko počitka. A treba je dodati tu še nekaj, da je pravzaprav Juan Pablo Montoya zapustil svet Formule 1 tudi zaradi svojega malce oholega obnašanja. Spomnimo se v sezoni 2006 nenehnih pripirov v McLarenu in tistega čudnega, bizarnega zloma ključnice med vožnjo kolesa, ki je nekako povzročila, da so McLaren in Montoya odšli vsak svojo pot. Res Juan Pablo Montoya je še danes med navdušenci Formule 1 izjemno priljubljen. A to ne pomeni, da njegovo obnašanje v preteklosti je bilo tolerirano in čeprav danes zagotovo bi čutil posledice, nisem prepričan, da v preteklosti jih ni. A tako, prišli smo do konca tudi tokratnega 35. komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.